Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Sebastijan Jeretič in Boštjan M. Turk, komentiramo pa včerajšnji soočenji na TV Slovenija in na Pop TV. Sebastijan, Boštjan, zdaj na Pop TV so se odločili za neko novo formulo, namreč prvake parlamentarnih strank so soočili z znanimi gospodarstveniki. Kakšna se vam je zdela ta formula? Je to ustrezno, da se politiki soočajo z gospodarstveniki, bi se morali raje med sabo? Mislim, da je bilo koncept sam v redu in zanimiv. In zdaj, tako kot si prej vprašal, ali je bilo pravosodje prava tema, zagotovo. Jaz mislim, da so dejansko najbolj v krizi v Sloveniji pravosodje in zdravstvo. In tretja tema, ki je pa vedno seveda aktualna, je pa vprašanje gospodarskega razvoja in gospodarske rasti. Tako da vsekakor je bila vsebina prava. Izbrani so bili seveda nekako najbolj reprezentativni predstavniki uspešnega gospodarstva, kar ne pomeni, da to dejansko slika slovensko gospodarsko in podjetniško sceno. Recimo pred kratkim me je presenetil podatek Ajpesa, ker govorimo zdaj o veliki gospodarski rasti in o dobrem stanju slovenskega gospodarstva. Dejansko 100 podjetij je zaslužnih za polovico slovenskega izvoza, torej za praktično 40% GDP-ja, če tako pogledamo, oziroma gospodarske proizvodnje. Skratka, mogoče so dejansko problemi slovenskega gospodarstva in podjetništva tudi kje drugje, ki jih ti štirje najbolj ugledni mogoče nekako niso zajeli, ampak v vsakem primeru je bilo zanimivo soočiti ta gospodarski pogled, ki pa seveda spet ni ravno ga zapostavljati na popolnoma sveti piedestal, zaradi tega, ker gre tudi lahko včasih v kako pretiravanje. Recimo teza, da javni sektor ne proizvaja dodane vrednosti, je mogoče že malo zlizana floskula, ker je dodana vrednost kompleks. Torej, dejansko je tisti del gospodarstva, ki izvaža, prinaša v državo denar, s katero financiramo minulo delo prek pokojnin in financiramo javni sektor, ki je pa vložek v dodano vrednost, tako z infrastrukturo kot storitvami od zdravstva in šolstva, ki torej omogoča gospodarstvu, da vsi skupaj proizvajamo neko dodano vrednost kot država in skupnost. Ampak v vsakem primeru, razen teh mogoče nekih par zdrsov na gospodarski in politični strani, mislim, da je bilo zanimivo, da so bila postavljena določena prava vprašanja in tukaj pa je bilo soočenje že dosti bolj polemično, recimo kot na TV Sloveniji, in je bilo tudi kar nekaj direktnih spopadov, tako da je bilo malo bolj zanimivo. Te primere si bomo pol še pogledali, ampak preden dobiš besedo, Boštjan, se ravno to sem hotel vprašati, kar je prej omenil Sebastijan. Imamo en tweet pripravljen, ene gledalke, če je to prava podoba Slovenije, kar so te štiri gospodarstveniki včeraj tudi prezentirali. Se pravi, zaposleni v javnem sektorju nič ne delajo in so strošek. Zdaj, verjetno je to mišljeno bolj na zaposlene v državni upravi, ker zdravniki, medicinske sestre, učitelji, ali so to res samo strošek, ali vendarle tu gre za bolj kompleksno razmerje, tako kot pravi tudi Sebastijan? Ja, tu je zelo težko, bi rekel, govorimo, zato ker jaz sem pač se prepoznam seveda v enem od teh kategorij v tvitu. Jaz sem visokošolski učitelj, se pravi, sem učitelj. In zdaj jaz sebe sam zelo težko ocenim za ne boš zdaj rekel, da si strošek, verjetno. Ne, mislim, da brezvezen strošek, seveda. Da treba pač delati po pameti. Zdaj je pa res, da birokracija, in to je bilo odlično, kar je ta Pop TV soočenje prikazalo, da birokracija duši in da je to glavni problem Slovenije. Namreč, to soočenje ni potekalo toliko na ravni konflikta med predsedniki, tako sem ga jaz videl, med predsedniki strank, kjer so imeli vsi približno podobna mnenja, z izjemo gospoda Luka Mesca, ki je pač tak nevaren eksot. Mislim, on je sicer eksot, ampak če ima ta oblast... Zakaj je nevaren, Boštjan? Ja, zato, ker so te ideje, ki bi pač ki bi pač uničile Slovenijo. Če bi njemu dali polno kompetenco uresničevati to, kar si je on zamislil, bi bila Slovenija Venezuela. Se to sploh ni treba dokazovati. Ampak hočem reči, to je opomba pod črto, bi rekel gospod Brščič. Ampak hočem reči nekaj drugega. Temeljna opozicija
je bila med tem, kdo ustvarja v državi, kdo vso to celotno državno infrastrukturo pač vzdržuje pri življenju, a ne? In je lepo povedal, tretjina podjetij je tista, ki zagotavlja nek denar. Ampak od te tretjine je ena tretjina tista, ki je v minusu, ena tretjina tista, ki komaj preživi, in ena tretjina tista, ki je propulzivna. In ta razmerja so grozljiva. Najhujši sovražnik tega, in ali se bo oblast zamenjala v Sloveniji v nedeljo ali ne, bo to ostal vedno najhujši sovražnik tega, je pa skriti birokrat. In ta pa seveda domuje v javnem sektorju in ga prepoznamo potem, da je docela neučinkovit. To so pa ljudje, ki, a veste, vi imate v javnem sektorju, imate toliko in toliko ljudi, ki sami sebi odrejo določena dela, ki jih potem, določene direktive za delo, ki jih potem sami izpolnjujejo, zato pritegujejo proračunske stroške, denar investirajo in tako naprej. Skratka, to je nek zaprti krog, ki se vrti v tem sektorju, da je vse skupaj predimenzionirano. Mislim, da imamo mi še vedno neko ministrstvo za evropske zadeve, potem imamo še vedno en kup nekih organov, nekih institucij, recimo za verske odnose, za enake možnosti, od tega 90% Slovencev ne ve, kaj so to enake možnosti. Razumemo, kaj hočeš reči. Jaz se to poznamo. Saj naš kolega Bojan Požar ima konec koncev v programu, da bi za 1/3 zmanjšal število javnih uslužbencev, ne? Ampak predlagam, preden nadaljujemo debato, da si pogledamo dva izmed vrhuncev včerajšnje debate na Pop TV. Židan, če smo mi radikalni, potem smo radikalni pri zaščiti slovenskih interesov, pri zaščiti slovenskega gospodarstva, pri zaščiti blaginje Slovencev. Mislim pa, da mi nismo radikalni v smislu, o katerem ste vi govorili, ste pa vi radikalno nesposobni, kar ste dokazali. To je bil prvi posnetek in zdaj pa še zanos Luke Mesca. Če bodo podprli Levico, obljubljamo, da bomo naredili vse, da bomo v vladi in da bo ta vlada, ki bo vedela, da Slovenija niso samo podjetniki, ampak so tudi delavci, zaposleni, da Slovenija niso samo bogati, ampak tudi 280 000 revnih in da javni sektor, šolstvo, zdravstvo, kultura in tako naprej ni strošek, ampak bogatstvo, ki ga je treba širiti in obogatiti, ne pa rezati. Povejte mi. Zdaj, a se strinjate z oceno, da sta recimo Janez Janša in pa Luka Mesec vsak na svoji strani najbolj izkoristila to včerajšnjo soočenje? Tle videli smo gospoda Janšo, ki je nekako ukoril gospoda Židana in potem gospoda Mesca, ki je zelo zanosno pač zagovarjal ta njihov program oziroma njihova stališča. In drugo vprašanje, nekako največ ljudi je zelo kritičnih do tega, kako se gospod Židan obnese na teh soočenjih. A se tudi vidva strinjate, da nekako on še najmanj upravičuje ta odstotek podpore, ki ga ima njegova stranka v javnomnenjskih anketah? Torej, gospod Židan je neverjeten. Torej, njega so res upremili z vsemi insignijami. Torej, on je prišel na mesto, na katerega recimo po svojih naravnih talentih ne bi nikoli prišel in zdaj deluje tako, kot pač deluje. Katastrofalno. On nima nobene vsebine, niti njegova osebnost ne izraža nobene liderske karizme. Torej, to je neko žvečenje nekih obrazcev, ki nikogar ne prepričajo in ki nikogar ne zanimajo. Jaz mislim, da je to pač Združena lista oziroma socialni demokrati bi se morali, sam pogledajte recimo politični slog Pahorja ali pa Židana. To je kot dan pa noč. In tu bi torej ta človek dela lastni stranki škodo. Jaz pravim, hvala Bogu, ne bilo kar tako. Sebastian, kaj ti praviš? Torej vnaprej je bilo pričakovati, da bo Židan sicer bolj šibka točka socialnih demokratov na soočenjih. Strinjam se pa absolutno s tisto tvojo prvo tezo, da sta Janša in Mesec vsak v svojem delu ringa absolutno dobila. Janša je že nasploh, dajmo reči, da skozi celotno kampanjo dominira, predvsem dominira z očitno dobrim psihološkim treningom, z sproščenostjo, nasmejanostjo.
ta del, ki si ga pokazal, je bil dejansko najbolj oster del v celotni kampanji do zdaj. Torej, to je mogoče celo boljši Janša, kot je bil v kampanji 2004, v tisti zmagovalni kampanji. Tako da tle mislim, da ni nobene dileme, da tudi SDS vodi daleč najbolj profesionalno kampanjo v Sloveniji do zdaj. Na drugi strani je pa seveda Luka Mesec tisti, ki je večkrat v središču pozornosti, ker je edini, ki mogoče odstopa nekako od ostalih akterjev in pridobiva tudi zaradi tega, ker v določenem delu javnosti edini ponuja neko celovito vizijo drugačne Slovenije. Torej, lahko se z vsebino strinjamo ali ne, ampak to, kar gre priznati Levici, je, da je skozi celoten mandat konsistentno zastopala svoje poglede in stališča, uspela celo z nekaj zakonskimi iniciativami in da na Levici torej ponuja dosti, dajmo reči, za sanjače Levice ponuja seveda dosti boljšo opcijo kot ostale stranke, ki so se že kompromitirale z dolgoletnim vladanjem z precej majhnimi rezultati. Ne? Kot sem rekel, včeraj je mogoče malo nerodno, so predstavniki gospodarstva malo nerodno kakšne zadeve govorili, ker recimo tisto, o čemer smo že prej govorili, o tem, da 1/3 družbe je upokojena, 1/3 v javnem sektorju, 1/3 v gospodarstvu pa dela, ni bila mišljena ravno tako, da so v javnem sektorju sami lenuhi, ampak je bilo mišljeno, kot nekdo prinese v državno vrečo denar, drugi ga pa seveda porabijo. Ampak, kot sem rekel, ta poraba javnega sektorja je seveda pomembna, ker gospodarstvu potem v ciklično omogoča ustvarjanje nove dodane vrednosti. Ja, in ravno zaradi te nerodnosti je seveda lahko Luka Mesec tako vehementno nastopil recimo proti tej tezi in zagotovo v levem segmentu političnega prostora pridobil točke, tudi zato, ker se je postavil recimo proti takim tezam. Če pogledamo tudi tista njegova smešna izjava, da je izvoz Ahilova peta Slovenije, ne? Dejansko ima neko poanto v zadnji, če bi bil ekonomist, pa bi znal te zadeve razložiti. Ne? Problem Slovenije, torej Ahilova peta seveda ni izvoz, ker vsaka majhna država živi od izvoza, če želi kvalitetno živeti, ampak Ahilova peta Slovenije je nizka dodana vrednost našega izvoza. To, da večina našega izvoza temelji na nekih, torej na dobaviteljskem gospodarstvu in da je nujno dvigniti dodano vrednost. Tako da, kar se tiče določene analize in, dajmo reči, splošnih tez, ima Luka Mesec absolutno prav, kar se tiče pa receptov, kako to doseči, je pa seveda katastrofa. Včeraj mu je Joc Pečečnik zelo dobro recimo dal en tak mogoče minuciozen primer davek na motorna vozila. Radi bi pobrali denar od luksuza in dvigneš visoko stopnjo, ki je res nenormalna v Sloveniji in kaj se zgodi? Tisti, ki si privošči luksuz, bo pač avto registriral v tujini in se v Sloveniji vozi, ne da bi Slovenija imela tisti košček davka, ki bi ga pobrala z neko normalno davčno stopnjo. In podobno je tudi na drugih poljih. Torej, če želimo dvigniti dodano vrednost Slovenije, okrepiti srednji razred zato, da si bomo lahko privoščili tako bogat socialni sistem, potem so tukaj ukrepi, kot so razvojna kapica in podobni ustrezni. Zaradi tega, ker davki niso samo matematika, ampak tudi psihologija. In z nekim drugačnim pristopom, recimo tudi s pavšalizacijo, je na koncu izplen, tudi če je lahko nominalno manjši, je seveda tudi manj stroškov za administriranje teh davkov. Tako da ne glede na recimo ustrezno analizo določenih problemov in lepe želje za drugačno Slovenijo, se strinjam, da so recepti Levice zgrešeni, da bi dosegla to, kar želi doseči. Ja, zdaj dve vprašanji še imam, preden počasi sklenemo današnjo debato. Najprej, ena skupna točka teh soočenj je, da razen na TV Slovenija, kjer pač po zakonu morajo povabiti vse stranke, ki kandidirajo, ni na njih Bojana Požarja, ne? Danes recimo tudi soočenje na Novi 24 TV, kamor ga tudi niso povabili. To je, se mi zdi, tako nek indikativno, ne? Ker ga ne vabijo na nobene medije, tako leve kot desne. In drugo vprašanje, ali vi da verjamete, glede na današnji poziv Marjana Podobnika, ne? Da naj zdaj vsi spustijo vse iz rok in volijo samo za SDS pa NSI, ali verjamete, da ta koalicija SDS-NSI lahko ti dve stranki sami prideta čez 46, prag 46
30 poslancev v državnem zboru. To je popolnoma nemogoče in jaz ne vem, odkot te ideje. Tukaj smo komentirali razpad tako imenovane združene desnice, to je katastrofa. Jaz mislim, da jaz sem recimo prepričan, torej, kar se Bojana Požarja tiče, je to velika škoda, ker ta stranka bi morala biti taka stranka tazga profila, se pravi, da gre nekdo z nesebičnimi interesi iz novinarstva v politiko in jaz sem prepričan, da bo Bojan Požar, da bo uresničeval to, kar je obljubil, da ne bo naredil kot Cerar, ki je vse obljube pogoltnil. Taka stranka je nujna. Drugo, na ta način ustvarjajo danes je to Kangler počel, sploh ne razumem, prej je to počel Princ, kom je to sklejeno. Na ta način ustvarjajo med ljudmi, namesto da bi ustvarjali kohezijski impuls, ustvarjajo disinergijo, ustvarjajo razglasje, ljudje so zmedeni, da vedo, kaj pa zdaj. Vi morate vedeti, Združena desnica predstavlja toliko in toliko tisoč opinion makerjev v lokalnih okoljih, na lokalnih medijih, kjerkoli. Kako ne oni zdaj, torej to jaz tega enostavno ne razumem, kaj se tukaj dogaja. Ni pa to dobro, kajti desnica je v tem trenutku je SDS blizu optimalnih, bi rekel, rezultatov, če verjamemo javnim anketam, samo po tem pogojem, a desnica sama je pa preživela še naprej globoko krizo in to tudi SDS-u potem ne bo dosti pomagal, ker jaz mislim, da nekdo kot Šarec, ki je podpisal peticijo 571, s katero se je ta velika sprememba začela, bo lahko pro forma šel koalicijo z Janšom, ampak ta koalicija bo trajala manj, kot je trajala druga Janševa vlada. Ja, zelo na kratko, prosim, Sebastian. Jaz tudi mislim, da ni teorije, da bi SDS in Nova Slovenija sami lahko sestavili vlado. Za vlado pod vodstvom SDS-a je zato nujno, da čez prag pride vsaj še tretja stranka, ki bi šla v to partnerstvo. Tukaj so blizu praga recimo Slovenska nacionalna stranka Zmaga Jelinčiča, Slovenska ljudska stranka in ne glede na to, da ankete kažejo manjšo možnost, so tukaj še vedno možna presenečenja in za listo novinarja Bojana Požarja in za mogoče Andreja Čuša, zaradi tega, ker moramo vedeti, da če bo izjemno nizka udeležba, potem te ankete seveda ne odražajo realnega končnega rezultata, ker bo potem tudi dosti manjše število glasov nujno za prestopiti prag. Torej, če bo samo 30 000 recimo nekako dovolj za prestopiti prag, potem lahko kakšna od teh list tudi preseneti z dobrim terenskim delom. Se bodo karte premešale, ne? Sebastian Jeretič, Boštjan M. Turk, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Vrnemo se po oglasih, ko se bomo poslovili od Zlatka Zahoviča.